Matija, Jaka ti je Matija. Hvala odgovor. Prav pubeca. Spoštovani gospe in gospodje, bralke in bralci Večera, dober večer v Mariboru, v imenu medijske hiše Večer. Dobrodošli. Preden razglasimo, kdo je lani izrekel misel, ki je najbolj odmevana in se vtisnila v spomin, prosim za še en aplavz za Majo, Aleksandra, za vse ostale nastopajoče, vse na odru in za odrom, ker so nam pripravili še en krasen bobovski večer. Saj smeh je tisto, kar potrebujemo, čeprav je v podobah sveta, ki so v dnevnem obtoku nemalokrat težko nam gledati zabavno. Poplava laži briše resnico in dejstvo. Fanfare hujskaškega populizma znajo preglasiti razum. Lažni preroki se zatekajo v pretekle ideologije in so junaki iz naslovnic. Jastrebi vojne se ne ozirajo na nič. Egoizem razbija skupnost in kolektive. Demokracijo privatizirajo najbogatejši. Če kdaj, zdaj potrebujemo ljudi, ki rečejo bob. Osebnosti, ki se ne umikajo iz javnih prostorov v zavetje privatnosti, ampak mislijo in povedo naravnost, odločno, pogumno, argumentirano. Zdaj ni čas za umik, četudi je ta pot morda lažja. In ne, ni vse in ni vsak medij. Večer 9. maja praznuje 80 let. Bob leta je pomemben del naše zgodovine. Je akcija in gibanje za veljavo javne besede. Časnik se je po letih morda postaral, imamo tradicijo in izkušnje. A naša medijska hiša dela vse, kar zna, da bi ostala mlada in usmerjena v prihodnost. Za novinarstvo ni lahkih časov. Smo poklic poslanstvom, z etiko in širšo odgovornostjo. Če predstavlja novinarstvo kompas na razpotih sedanjosti, se temu ne smemo odreči. Nismo pa edini takšen poklic. Obstajajo mnogi, kjer osebni interesi ne smejo prevladati nad poklicno integriteto in poštenostjo. Družba, v kateri je dovoljeno marsikaj ali vse, kateri cilj opravičuje sredstva, ne bo nikoli pravičen, enakopraven in solidaren prostor za vse, predvsem pa za ranljive in ranjene. Zato, gospe in gospodje, citiram, ne moreš stavkati na nekom, ki potrebuje tvojo pomoč. Od leta 2024 je pred zborom pravni bralcev Večera izrekel zdravnik dr. Samo Zver. Ki potrebuje tvojo pomoč. Kdo potrebuje tvojo pomoč, ne more biti predmet ciljev, ki se odražajo na tvoji zasebni koristi. Manj modrosti pa ste slišali. Za začetek, ne. Kdo je zmagal danes zvuk? Ne, ker danes je zame kids bil, ne, prej
teden. Prejšnji teden je bil vegan, ker en tak bob leta je bil na delu pred kratkim in bila je ga vraga. Jaz. In zato pravim, da je danes kizmil. Jaz. Je pa tako, moram reči, da tale pot v Maribor ni bila običajna. Prvo, ste me pobrali en gospod in gospa, potem, ko sem zamudil vlak in bus. Ja, res, jaz se ne vozim sam, ker imam nekaj recnije, imam napade spanja. Pa dobro, če bi šlo za moje življenje, bi še nekako šlo, ne, ampak če bi se pa komu kaj naredil, bi pa v drugemu, ki ga ne poznam, bi se sekiral. Zato hodim šte mi. Prevozi in skratka sta me vozila en gospod in gospa, ki sta rekla, gospod je rekel, to je tako, sem rekel, če me lahko prijete do gledališča. In prvo pravil ni. Malo me je spominjal name v svoji najboljši izvedbi. Je tako gužba, ki pa. Potem prislepelimo sem in bilo vse prazno. Ampak, to je to. Ampak drugače je pa pot sledečanja. Da se ustavimo nekih 20 km pred Mariborom. V avtu so Zlatko Fras, direktor internih klinik, Lazarevič, gospod Lazarevič in pa jaz, ki gremo na tekmo Maribor Olimpija. Potem presedemo, ura dva, ker jaz ne vozim v strahu za avtomobile, se pa sedemo v avto z mariborsko registracijo. Je pa res, čisto vedno. In potem gremo sem, ampak ne sem, v Maribor. Da se je kar strah. In tudi to ne moramo enkrat presežiti, če smo že na tem, ker kaj je tisto? Sej mi rečem, žabar gor, vse to je lušten. Ampak včasih je pa to rečeno s takim enim sovraštvom, da pa ni fajn, no. Kaj reče Božji Olimpije? Ubi šladica, kaj? To grdo, fuj! Ne res, to ne sme tako se nastaviti stavljati. Kasno tudi lahko rekel. In potem smo na tekmi, Olimpija zmaga in gremo domov. Okej. Ja, tako ponavadi je. Verjetno me ne povabite več, dobro. Kaj mu mi zapojemo, eno? Ja. Drugače sem pa jaz zdravnik, kakor je zdravnik, ki sem začel nekoč kariero jezikanja že dolgo nazaj, že v šoli in pa se to stopneval. In zdaj dejansko, veste, tako kot gledaš te debilizme, ampak res so to debilizmi, jaz sem tega toliko dovolj, da res rečem vse, kar mi pade na glavo, v glavo, na jezik. In jih ne morem več gledati, tudi ne trpeti. Res ne? Moj direktor Marko, ki je zelo fajn, mi reče, pa sej itak, so rekli, Marko, jaz bom danes mogoče spet kaj rekel, če bo priložnost, pa sej vedno, sej kaj mi to praviš. In, lejte, mislim, da bi prav to povedati, se mislim, Maribor Gozbor je tako revolucionarno mesto, ki razume malo človeka, kot je Ljubljana. Ljubljana je zelo usrana v tem pomenu, ker vsak gleda tisto svojo rit, kaj bo, kaj ne bo, kaj bo rekel šef. Noben nikoli ne sprejme neke odgovornosti. Recimo, ne. Tukaj ste stavili v neradare, ki so bili, ne. Zdaj pri nas, Novi. Da je nov radar, da bo hitro, si dal na 30, da ne bomo slučajno plačala. Mi se peljemo pa tako. Teh 30 bomo skozi. Res. Recimo, zgodbe. Zavarovalnica. Glavni, morate vedeti, glavni sovražnik zdravja
in vaše dobrobiti, a ne, je zavarovalnica in ministrica. Res je tako. Res je tako. In to, leta 21 sem bil, ko sem začel to kariero tega nagradarstva, ki je bil tako domeno na hematologa, jaz delam kri, hematolog sem, je bil tak govor, in je prvi prišel na oder protetik. In je rekel, 5000 ljudi v Sloveniji rabi protezo, pa ne more jesti. Pa pride drug, je rekel, zdaj je bil okulist. Pa je rekel, 5000 ljudi ima katarakto, pa jih moramo operirati. Se pravi, 10 000 Slovencev, če tako gledamo, 5% je slepih in ne more jesti. Kekla ministrica je ni. In je isto, kot je bilo takrat pred te ljudje so še vedno, samo da jih ni 5000, ampak jih je še več obesno. In kaj se dogaja? Klinični center Ljubljana, pa tudi Maribor, če vse verjetno isto dobiva, ne vem, fajtamo, delamo. In dobili smo kazen pred kratkim, prejšnji teden za več kot 6 milijonov evrov. Prekoračujemo, seveda, prekoračujemo delo, plačane posege. Plačane posege. In v zdravstvu je tisti, ki ne prekoračuje, ki ima vse plačano in ki je tako, kot je treba, ta ni v javnem zdravstvu, ta vas nima rad, tako kot Janez Pavel drugi in še nekateri. Ta vas nima rad, zapomnite si to res. No in potem paste, ne? Največji kapitalizem pa sedeč. Znotraj teh 6,5 minusa. Jaz bi rekel, večji pa bo minus. Večji frajer je v mojih očeh recimo Marko Juk, ker je on tak, da bi minus lahko naredil nič, pa ga ne, rečem za ljudi. In za mene so heroji tam. Ampak, hočem reči, je pa tole, poslušajte to. To je pa res debilizem. Ločili so zavarovalnica, prvi pregled, pa kontrol. Prvi pregled prinaša neke dodatne točke, dodatni denar. Kontrola je malo, se je slabo. Ti denar vzame. Ampak, jaz sem hematolog. Zdravljenje ljudi, pri nas zdravljenje traja 5-6 tednov si pri nas. In če se ne da, greš domov. Ob rednih kontrolah, ki izgledajo kot zdravljenje. In zdaj bom jaz tem idiotom, plačnikom, oziroma tem ampak res nerazumnim zerem. Imam včasih mane, da bi si razgrnil, streljajte zverine, ko so streljali tam v gramozni javni talce. Ja, res tega ramera. No, skratka. In zaračunajo kontrolni pregled na kazen, a v bistvu človek hodi tja se zdravi k meni. In pa vrhunsko uslugo. A oni si najdejo na zajebavati na ta način. Pa kje je to? In ko smo v UKC delamo hematologijo v isti meri za Maribor, kot za Ljubljano, se tiče tudi vas. In dajte malo pomagati, dajte tudi začeti malo upotati. Res. Ker to je edina možnost, da jih pivem nazaj, da se začeti. Tega znade in slišno, ampak meni res vseeno. Jaz nimam kaj izgubiti. Lahko veliko dobim. Uspel sem si seveda za nekaj cekine, ki sem jih zaslužil, unik prijatelj pa rekel, koruptivni denar. Pa ni. Mislim, da je življenje centa, kar mi daje neko moč. Nikomor. Bi šel lepo v Piran, ali pa z Goričke v Piran. Oče v Prekmurju. Piran ima pa eno majhno stanovanje, no. In bi se imel tam
ena, tako da meni lahko naredijo samo uslugo. Tisti, ki bi morali odstreliti. In nekoliko bo žal, ampak ni še čas. Zdaj še 5 bobov in pa 3 osebnosti. Šala. No, skratka, bom včasih zaključil. Res bi rekla, ne dajte se tudi vi malo oglašati, dajte tudi vi nekaj reči, no. Ne bi to ocen. Večina nas dela trdo na hard, ampak dajte tudi vi povedati kakšno stvar, no. In recimo, no, pazite to, dobim pismo 2 dni nazaj, 3-4, kjer prihaja naslednji teden državni sekretar za zdravstvo, se pravi to, ker so pod ministri, so vsi tisti, ki me omejujejo, ki nas omejujejo, prihaja na večerjo in me vabi, če bi šel z njim na večerjo, da tam pač pozna moje delo in bla. In da bi se pogovoril z mano. Nemec, nekaj človek, kar se pogovarjal z mano. Lepo. In tega Nemca zanima, kaj si mislim, da jaz trekec tam. Nikoli, nikdar pa niso to naredili v garnituri, ki je na oblasti sedaj, pri nas. Vključno za ministrico in sekretarji. Takrat, ko sem bil enkrat na ministrico, sem mogel iti sam. Tudi k premierju sem šel sam, enkrat, ko mi je odprl vrata, sem šel z ulice, dobesedno. In edini človek, ki me je poslušal in naredil nekaj stvari, ki mi pomagal. Edini, kaj dela na ministrstvu, pa vem, res ne. Ampak, če hočete pa prijeta. Ministrstvo za zdravje je inštitucija, ki je namenjena samo sebi in ki ščiti tiste, ki so zdravi, pred tistimi, ki so bolni. Za konec, to, da so danes tukaj, je res priti nemogoče, se mi je zdelo, ko sem kupil tole majico. Voditelja še nista na pivo in se vračata dr. Zalzver. Ljubo povedal, da bi že svoj malce. Čestitke, gospod Samozver. Bravo. Mi smo pa na koncu, tako da lahko rečem samo to. Z vami sva bila Maja Monrub